Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Situacija v svetu je zapletena. Še naprej. Ja. Začneva na Sinaju, Šarm el Šejk, pogajanja. Notranjo politiko začneva. Z notranjo politiko. Šarm el Šejk. Šarm el Šejk, se pravi, pogajanja številnih držav o usodi Gaze, o tem, ali bo prišlo do prekinitve napadov. Zdaj, okoliščina, ki je skrajno obskurna, je po mojem tudi ta, da bo v kratkem razglašeno, kdo dobi Nobelovo nagrado za mir. Ali je Trump kandidat za Nobelovo nagrado za mir? Ja, bral sem, da ni izključeno, ne? Pri resnih komentatorjih. Sam Trump je prepričan, da jo ne bo dobil, oziroma že naprej rekel, da bo to velika žalitev za ZDA, če je ne dobi. Ampak v trenutku, ko se mi zdaj pogovarjava, se na Šarm el Šejku dogajajo neposredna pogajanja o tem, a mir bo ali ga ne bo, oziroma na kakšen način bi, v bistvu odločajo zdaj tehnikalije, ker Hamas pač zahteva, da če oni izročijo vse talce, mrtve in žive, da se mora Izrael zavezati, da ne bo nobenih vojaških operacij več uprizarjal. To vodi v eno zelo dobro vprašanje. Verjameš v to, da se bo kaj takega zgodilo? Jaz sem skeptičen. Mislim, ker na drugi strani je pa pričakovanje, zahteva pač, da Hamas položi orožje. Ja, upravičeno, da če je vojne konc, je konc, in da Hamas se mora tudi po navodilih palestinske oblasti odpovedati orožju. Sama palestinska oblast to terja. Se pravi, Gaza naj bi bila območje, kjer oblast prevzame neka nova tehnična oziroma tehnokratska, se je bil izraz, oblast. Karkoli to pomeni. Ja, to pomeni Tonija Blaira pa Jareda Kushnerja, in se moja skepsa začne zeta. Jaz osebno mislim, da... Ampak je tukaj zanimiva simetrija. Veš, Trump je slovenski zet, ki pošilja svojega zeta urejati Gazo. Ja, judovskega zeta. Ampak ne pozabi, z odličnimi zvezami v Saudski Arabiji. In tudi z ustrezno količino spoštovanja v Saudski Arabiji, ki pa ni zanemarljiv dejavnik na Bližnjem vzhodu. Jaz mu nič ne verjamem, Kushnerju, sploh vsem tem nepremičninar, nek šefter. Seveda ne. Ja. To investitor, verjetno je ideja o Zlati rivieri njegova. Zelo, mislim, tudi Tony Blair jo zagovarja, Trump jo je na nek način že naredil javno in tako naprej, in to ni prvič je nespodobno, drugič je nedostojno, tretjič je prosti izraz idiotsko. Tam moraš narediti državo, ne pa riviero. Palestincem pripada država, in pol bo mir. To je že od leta 1947 naprej jasno. Imperativ, da Palestincem pripada država, je za Izrael nesprejemljiv. Za cel svet je nesprejemljivo to, kar počne Izrael, in Izraelu bi jo morali vzeti državo namreč. Predvsem tem zelotom, temu Ben Gviru, ki je v bistvu nacist, popoln nacist. To je pandan najhujših nacističnih zločincev. On je tisti, recimo, ki je zdaj vpil na Greto Thunberg, pa na tiste, ki so prišli s flotile, da bi jih morali zapreti, da jih ne bi smeli spustiti, da so teroristi s tistim rejem mehkim. In sam je v svoji mladosti pripadal dejansko teroristični skupini, ki jo je angleška, še če bereš v enciklopediji Britaniki, Angleži so te vrste zelotov dobesedno uradno razglasili za teroriste. In Ben Gvir je pripadal kot mladinec ene takih organizacij. Zdaj govori, kdo so drugi teroristi. S tem terorizmom opletajo na mrtve sem in tja, in govorijo za Hamas izključno, da so teroristi. Ko so vprašali pa Erdogana, turškega predsednika v Združenih državah Amerike, če priznava, da so teroristi, in on reče, to sem bil vprašan tudi pred 20 leti, jaz jih imam za patriote. Danes so v percepciji vseh ljudi, tudi nas v glavnem, da so teroristi, ker to, da so oni streljali pa zajemali pa 1400 ljudi, 250 njih, zajeli na način, da so talci še po 2 letih, vsaj tisti, ki so preživeli, recimo, ni sprejemljivo, to je popolnoma jasno. Ampak nekaj jim je pa uspelo,
od leta 748 pa vse naprej, vseh tistih valovih poniževanja, zatiranja, masovnega koncentracijskega taborišča so vendarle upozorili nase in zdaj je trajna rešitev taka ali drugačna bliže kot kdajkoli. To jim je pa uspelo, ne? To je treba povedati, pa priznati. Dobro, do petka ta pogajanja končana, ne? Petek nam razglasijo prejemnika Nobelove nagrade za mir, ne? Tako da... Trump je rekel, da kakšen dan več ali manj se zna zgoditi, ampak bomo videli. Ne. Pa je najboljš, da se priloži razglasitev Nobelove nagrade za mir. To bi si on želel, ja? Ja. Najbrž. Se pravi, mineva, če sem prav zračunal, približno 30 let, ne, odkar sta Icak Rabin pa Jaser Arafat dobila Nobelovo nagrado za mir za sporazum iz Osla. Ja. Ki je bil zelo hitro zatem torpediran strelom atentatorja na Icaka Rabina. Ja, lej, jaz sem prav te dni gledal neke posnetke Jaserja Arafata, ki je preprosto povedal, Palestinci smo ljudje, ne? We are human being, je rekel. V angleščini to povedal, mi hočemo imeti svojo državo, tako nam je bilo obljubljeno in vse tako naprej. Ne? Te stvari zdaj zelo aktualno poslušajo za nazaj, ne? In tudi nekatere, ki so že takrat kritizirali Netanjahuja. Netanjahujeva zasluga je to, da je v bistvu latentno stanje radikaliziral do točke, ko mora prijeti neka rešitev. Prosto mora prijeti. Celoten svet danes drugače stoji, vse je, ampak to razkritje, veš, po 30 letih, kar se rekel 30 let, na 30 let trajajo tam vojne in šele zdaj smo dokončno razumeli, kakšna so ozadje teh vojn. In praktično v ozadju vseh teh vojn stoji Netanjahu, oziroma ta sionistično oblaznilo, ne, ki je uspelo prepričati Združene države Amerike, da v njihovem imenu ropota po Bližnjem vzhodu. Ne. No, ampak tukaj je Netanjahu prej simptom, kot je govorec neke ideologije, filozofije, ki obstaja v delu izraelske države. Ne. Ta del izraelske države ima pa ambicija Palestince enostavno iztisniti iz njihovega ozemlja, z ozemlja, ki pripada palestinskim družinam, z ozemlja, ki pripada palestinskemu narodu. Ampak jaz sem zdaj pogledal neke ankete, mislim, da je bilo na CNN-u, ko so povedali, da je več kot polovica Judov, ki živijo v Ameriki, proti temu, da so za rešitev dveh držav, predvsem pa definitivno za konec vsega tega sionizma. In izkazuje se to, kar povedo razsvetljeni Judje, da je v bistvu največji moment antisemitizma, ta moment so sionisti oziroma zeloti. Ne. Jeffrey Sachs zdaj že uporablja za Netanjahov izraz zelot. To je zgodovinska kategorija. Zeloti so bili najbolj zagreti, najbolj fanatični, najbolj skrajni, najbolj teroristično navdarnjeni. Mislim, meni je nekaj dni star posnetek z newyorškega Times Squarea bil zanimiv, ne, na katerem so ortodoksni Judje, tudi rabini, protestirali proti dogajanju v Palestini z vzkliki Free Palestine. To je, kaj naj rečem, to je magnifikantno, to je čudovito. To gledati je znak enega velikega upanja. Ko gledaš ti ortodoksne Jude, ki celo to povedo, nam ne pripada samostojna država, tega si mi nikoli smo želeli. Mi smo si želeli zvestobo Tora postavi, mi smo se želeli biti izvoljeni ljudstvo v smislu sledenja Bogu. Ne. Če ti pogledaš na drugi strani recimo univerzalistične tendence razsvetljenih muslimanov, ne, ki isto povedo, ne, se pravi v dialogu med takimi ljudmi, ki težijo k univerzalizmu, k dialogu, k sprejemanju različnih ljudi, ne da se spreobračajo eno drugega ali pa se prepirajo o tem, katera vera je prava, ne, ampak govorijo o miru in sobivanju, to je upanje. Ne. In mogoče se bo ta stvar obrnila, recimo moment tak skoraj da religiozni, ki pa ni religiozni, ampak je strogo racionalni, recimo sem zaznal, ko sem gledal
to že skoraj da rahlo avtistično mladenko, ne, Greto Thunberg, ne, ki so jo tako celo malo mučili, ne zdaj. Se pravi, da pričevanja so kazala, da ko je flotila tja prišla, oziroma ko so jih zajeli, da so jo hoteli zavijati v izraelsko zastavo, da je mogla poljubljati zastavo, da so jo poniževali, da so ji ne vem, kaj vse počela, no o tem sploh ni hotela govoriti. Ona je rekla, lahko vam govorim ure in ure, ampak to ni, that's not the story. In se je spet začela neomajno naslavljati na svojo državo, na evropske države, na vse tiste, ki sodelujejo v kapitalskih projektih z Izraelom in tako naprej. In tam sem videl to avtentičnost, tisto, kar sem zdaj govoril o Kantu, ne, o zum ewigen Frieden, ne, se pravi o večnem miru, kjer je treba zagotoviti osebni moralni status, osebni moralni imperativ in ga izpelje do točke, ki lahko postane univerzalni zakon. In ko vse te točke, vse te ljudi in ta gibanje zloži skupaj, je videti, da upanje pa kljub vsemu narašča. Na koncu koncev, Trump je Trump, tudi Trump ne bo večen. Trump zdaj v bistvu v Združenih državah Amerikah pošilja nad svoje ljudi nacionalno gardo. Sodniki to preprečujejo, pošlje iz druge države v to in to državo. Še enkrat iz Teksasa v Illinois, v Chicago. Naprimer, ne? Ja. In skratka, ta norija se bo morala enkrat nehati. Ne? In, je to državni udar? Predvsem je vladanje, tako kot je Danilo Türk rekel v Marcelu, ne? Vladanje z dekreti. On sicer ne krši zakonov, oziroma ko ga potem sodniki zblokirajo, išče obvode okrog tega zakona. Se pravi, ravno udar to ni, ne? Ampak na vsak način je pa vladanje z dekreti in odloki podobno, tako kot je Janša takrat vladal, ko je bil COVID. Ne? In ta igra se mu nekako ne bo izšla. In v vseh teh v tej zelo labilni svetovni atmosferi, ne, se preizkušajo meje do zdaj znanega postopka demokracije, ne, ki očitno ne deluje več, ne, na nek način, ne. In ti droni, ne, ki jih Putin pošilja po mejah Evrope in tako naprej, in pa v bistvu ta ošvohnelost, oslabelost evropskih držav, ki točno vedo, kaj hočejo. In tudi spet Danilo Türk zelo dobro rekel, ne, da je pač Evropa ima problem, da je štrcunski projekt. Ne, da ni projekt. Evropa bo mogla pač odkriti svoje korenine pač v smislu razsvetljenstva in demokratičnih vrednot in humanističnih vrednot in jih postaviti na prvo mesto. Ne. Macron je to dokaj uspešno zdaj počel, ne. Zdaj se pa že sooča s tem, ne, da se mu sesuva lastna država, zaradi tega, ker niti vlade ne more sestaviti. Je kar rekorder pri tem, ne? Mislim, vlada traja en dan. Ne? Ja, recimo, ne, a veš. Dobro, na domač teren prihajava, prej si že univerzalizem omenjal. Ne? Na mizi imamo idejo, ki se tiče univerzalnih vrednot Republike Slovenije, univerzalnih pravno formaliziranih vrednot Republike Slovenije. Ustavna komisija je soglasno sprejela idejo, ne, da bi v ustavo vpisali pravico do plačevanja z gotovino. Se ti s tem strinjaš? Jaz imam probleme s tem. Ne? Lej, jaz imam probleme s tem, ker pridem v krčmo, ki ne sprejema kreditnih kartic, pa me pol pošljajo na bankomat, ki je bil medtem ukinjen. Ampak ne bi si drznil zahtevati od zakonodajalca, da mi dodeli pravico, zakonsko pravico, da smem plačevati z kreditno kartico, s plastiko. Ne, zdaj tukaj gre pa za ustavno normo pravice plačevanja. Ustavni zakon, predlaga ustavni zakon, ki v bistvu pravica plačevanja z gotovino. Zdaj, težko mi gre ta vrednota pravice plačevanja z gotovino v kontekst ostalih ustavnih vrednot. Ta problem se vleče od 2014, takrat je bil mislim Mramora, finančni minister, on takrat rekel, da tega ne nameravajo storiti, da bi ukinili gotovino, so pa mislim, da tam iz 15,000 na 5,000 evrov poslovanja z gotovino na uradih ali kako že poskušali omejevati. Ampak kakorkoli že, jaz mislim, da gotovina pač je neka
navada, kulturna vrednota, ki se je med ljudmi ustalila in jo pač ljudem ne moreš vzeti, čeprav po Skandinaviji so to več ali manj skoraj da že naredili, storili, ne, tam se v glavnem plačuje s kreditnimi karticami. Mislim, moja potovanja po Skandinaviji so v vseh primerih šla mimo bankomata. Ne? Spravi, nisem se ustavil na bankomatu in nisem niti dvigoval krone dvigoval denarja dvigal. Ja, ampak se pravi, zdaj bi se zapletla, če bi začela se opredeljevati denar, cash, ja ali ne, a ne. Logično, da ja, ne, ampak glede univerzalizma, ki si ga nastavil, in ustava predstavlja univerzalizem, a ne. Ustavna materija pa to pač ni. A ne. Mislim, kako ti urediš poslovanje denarno in tako naprej, to je stvar zakonov, pa zakonodaje. A ne. Zakoni naj bi to uredili. Ustavni zakon, ki je tako rekoč ustava, a ne, ki je tako rekoč rabi dvotretjinsko večino, jaz ne vem, kakšna vezana trgovina je pripeljala do tega, da se zdaj na tako visoki ravni, kot je ustavna komisija, pogovarjajo o spremembi ustave oziroma sprejetju ustavnega zakona, ampak to se mi zdi popolnoma narobe. Včasih so rekli, ne, da se ustavo spreminja s tresočo roko, tle ne vidim nobenega tresenja roke. Ne. A veš, in če sem prav prebral ustavnega pravnika Kavčiča, se je do leta 2021 ustava spreminjala samo 11-krat in še to v zadevah, ki so bile smiselne. Se pravi, ko smo delali svojo državo, samostojno državo, še nismo mogli predvideti, kaj vse bo potrebno v ustavi zagotoviti, če gremo recimo v Evropsko unijo, v zvezo NATO in tako naprej. Ne. In malo se je širil še nabor pravic z ustavnimi dopolnili, recimo pravica do znakovnega jezika, ne. Ja. Ampak to je smiselno, to so temeljne človekove pravice, to je univerzalizem. Tako, mislim, to je... Potem voda, ne? Spregledani del populacije je dobil pravico, ki bi jo... Ja, ne, in tukaj korespondiraš za univerzalnostjo zakona. Ja. Potem pri vodi, ne, voda, ne, da bi, takrat je bilo v strahu, da ne bi sprivatizirali vode, ne, da to je temeljna človekova pravica, ki jo je možno ustavno upravičiti. Potem kot valute pa ne, ker zakaj pa ne bi potem ustavo spremenili v korist blagovne menjave, ovco za kozo ali nekaj, ne? Zakaj pa ne gremo tja? Storitev za storitev. Storitev za storitev, naprimer. Ja. V redu, to se ureja z navadnimi zakoni. Od srede do srede, zato da nama pride kdo, ne vem kaj. Ne? Ja, da nama prinese pitki sira. Ne? A veš, skratka, to je zakonska materija, ne ustavna materija. In jaz mislim, da bi tukaj majhen državništva vendarle morali imeti, ne, pa upoštevati različne nivoje odločanja, pa različne nivoje pomembnosti. Jaz mislim, da denarne zadeve, socialne so, naprimer, ne? Socialne zadeve so, ne? Če bi v nadaljevanju se pomikali v smer recimo bolj socialdemokratske države, kar Evropa bo morala storiti, ne? To, kar recimo ni naključje, veš, da je najbolj popularna oseba ali pa najbolj spoštovana oseba v Ameriki prav Bernie Sanders, ki v svojem Vermontu v bistvu nič drugega ne dela, nič levičarskega, socialdemokratsko program in brani, in to je edino, kar je demokratom še ostalo, kar Bernie Sanders ni več, ne? On je neodvisen, čeprav razumemo, ne? Ampak Obamacare, ne? Se pravi, nekaj, kar je še ostalo in demokrati imajo kot aduta v rokah, je v bistvu zdravstveno varstvo in to je socialna tema. Ne? In Evropa, recimo v tem smislu, ja, in v tem smislu je možno še ustave, ampak mi itak že imamo socialno naravnano ustavo. Ne? Socialna država je pri nas v ustavi zajamčena, ne? Ja, čeprav v praksi sledi neoliberalnim stopinjam. Ja, ampak v prvih členih, ne, je načelo socialne države napisano zelo, zelo visoko. Ampak to je univerzalen princip. Ja. Medtem ko tip menjave, ne, se pravi, ali z valuto denarno, ali se pravi internetno, ali brezstično ali pa blagovno, to je pa stvar zakonov, no? Ne vem. Dobar, kolega Markež, spremljava naprej napore za spreminjanje slovenskega ustavnega reda. Naslednjo sredo bova zagotovo pozornost namenila Nobelovi laureatki za mir ali laureatu za mir. Ja, mi da so podpisala Francesco Albanese. Ja, sva, ja. No in zdravnike. Ja, dobro. In zdravnike isti paket. Tako, ne. In, zdravnike, ki so delali v gazi. Mi navijamo za to, ne. Dobro. Hvala za tokrat, nadaljujeva čez 7 dni. Drži.